Dober dan, spet moram podobno reči, kot sem rekel dvakrat, da vas je lepo videti v takem velikem številu, to pomeni, da delamo nekaj pomembnega. Kar se tiče moštva, nekaj težav imamo, to je popolnoma jasno. Majer, Džinić, Milec ne bojo nared za tekmo, oni z nami ne potujejo, ostali fantje so pripravljeni. Tako kljub tem težavam nas je dovolj, oziroma možne neke trenutne težave na samem igrišču bomo reševali znotraj moštva in se prilagodili. Tako je, on je rekel, kot da ne bo igral, jaz sem pa prepričan, da bo, ne. Jaz ga bom prisilil, da bo igral, to ni debate. Dobro. Zdaj, kar se tiče enajsterice, je bilo že večkrat do zdaj tako, da sem se v zadnjem trenutku odločil. Kljub temu, da so fantje do zdaj igrali tako v skoraj nespremenjeni postavi na evropskih tekmah, to ne pomeni, da ne bo zaradi takega ali drugačnega razloga postava spremenjena. Tako je, videl sem zelo dober Palermo, organiziran, discipliniran, tekavsko razpoložen, igralsko razpoložen. Na osnovi tega, kar sem tam videl, nas čaka težko delo. Ja, oni imajo nekaj težav, predvsem pri srednjih branilcih, pri centralnih branilcih, kjer je Romun poškodovan. Drugače pa mislim, da bo postava zelo, zelo podobna, kot je bila na prvi tekmi proti Napoliju na tem turnirju, ki sem ga gledal. Jasno je, da nasprotnik ima nekaj dobrih lastnosti, nekaj slabih in enostavno je ena njihova slaba lastnost ta, da smo mi trenutno v dobrem stanju. To pomeni, da je na osnovi tega, kako mi igramo, lahko povzročimo težave. Enormna razlika v disciplini v fazi obrambe, enormna razlika. Popolnoma jasno je, da so to Italijani. Oni takoj po izgubljeni žogi v zelo velikem številu, minimalno 7 igralcev, so takoj za žogo. Ti pustijo neko navidezno iniciativo, tudi če si to želiš imeti, če žogo želiš imeti, vendar postavijo en izredno kvaliteten blok pred svojimi vrati. To je zadnje čase jasno moderno v Italiji. Vendar imajo potem izredno kvaliteten prehod v napad. Zaradi teh kvalitet, katere imajo trije napadalci, so nasprotnikom povzročili kar veliko težav. Tako je, popolnoma jasno je, da tu trenerji opravimo en del naloge, da spoznamo fante z nasprotnikom, da jih analiziramo, vendar je potem na koncu potrebno na igrišču žogo podajati natančno, dosti teči, biti taktično zrel, biti dovolj miren, da lahko vse to izvedeš. Tako da hočem reči, da ni ključnega pomena to, kako smo mi vse to skupaj analizirali, ampak kako bojo fantje potem na igrišču samem igrali. Oni so močni kot kolektiv in imajo te nadarjene mlade fante. To je njihova orientacija. Prosim? Ne, Mikoli je poškodovan, on sigurno. Njega nisem prej rekel, zato ker je že dolgo poškodovan. On je že kar nekaj mesecev out. Imajo pač tega Pastoreja, Argentinca od spredaj, ki je zelo nevaren, Hernandesa, tako da to so te njihovi upi, da jih bojo obogatili v bližnji budućnosti. Te trije igrajo zelo svobodno. Te trije so tako umetniki, drugi so pa delavci.
In te tri od spredaj imajo vso svobodo, da v trenutku tudi počivajo. In potem jasno zaradi tega, ker počivajo v napadu, imajo potem svežino pa zraven tudi kvaliteto, da te lahko ogrozijo. Drugače 7 ostalih je pa delavcev. Jaz bi si želel, da bi bili v določenih trenutkih tudi v 5 v napadu. Tako da to je spet popolnoma ista pesem. Mi lahko imamo včasih tudi 4 napadalce na igrišču, pa nimamo nobenega gor. Smo pa imeli zdaj enega napadalca, kateri je bil visoko v Evropi, pa smo se vključevali v velikem številu napad. To je mislim bolj pomembno. Da se Mezga vključi, da se Iličić vključi, da se Tavares vključi, da se nekdo še od bočnih igralcev vključi v napad. To je ta kombinacija, ki prinaša uspeh. Jaz mislim, da to mora Bačinovića samo motivirati, da je nekdo iz Italije pokazal interes. To pomeni, to slabo nikakor ne more vplivati. To je po drugi strani zavzeti tudi malce z rezervo, ker so to Italijani. Tako da njegova naloga, kot tudi naloga vseh nas je, da igramo najboljše, kar zmoremo. Jasno je, da si bomo želeli ogrožati njihova vrata, da bomo skušali ponoviti predstave, ki smo jih pokazali do zdaj v Evropi, ko smo bili zelo, zelo nevarni, ko smo dosegali tudi veliko število zadetkov. Aktiven rezultat pa bi bil vsak rezultat, kateri bi nam prinesel možnost, da na domačem igrišču z svojimi navijači potem, oziroma da imamo možnost še v 90 minutah doma boriti za Ligo Evrope. Ja, v tem preteklem tednu sem pač obiskal terapije. Vemo, da se v bistvu borim že s to poškodbo že dalj časa, tako da stanje glih ni 100%, ne. Vemo, vsak izgubljen trening pač terja svoje, ampak je do tekme še nekaj časa, tako da jaz mislim, da bom stisnil zobe in da bo vse v redu. Sigurno se v garderobi pač zavedamo dejstva, da imamo zelo lepo šanso. V bistvu za vsakega igralca v garderobi bi to bil sigurno največji uspeh do zdaj v karieri in tega se dobro zavedamo. In probali bomo narediti vse, tako da v kakšnem koncu niti ne razmišljamo, ker sigurno, da bomo vsi napaljeni več kot 100%, no, tako da v bistvu lahko rečem, da že vsi komaj čakamo, da se začne tekma. Ja, sigurno vemo, da je ekipa Palerma zelo močna, še posebej doma, kar nas je tudi opozoril trener. Ne vem, mi se bomo sigurno potrudili, da bomo s čim boljšim rezultatom pač prišli s Palermo. Ne vem, no, ponovno, kot je rekel Aleš, vsi živimo za to tekmo, vsem je cilj pač, da igramo v Evropi, vendar ne smemo zanemariti niti domačega prvenstva, ker bi radi bili mislim, da na obeh frontah pač uspešni. Ne vem, no, mislim, da upamo na zelo pozitiven rezultat.